Spomin na doktorja Radoslava Jakoba Razlaga kot narodnega buditelja je bil med Brežičani živ vse do druge svetovne vojne. Po njem so poimenovali meščansko šolo in tedanji hokejski klub. Radoslav Razlag je oblikoval to mesto v drugi polovici 19. stoletja, v času, ko dejansko se je najbolj oblikoval narod, ko so se dogajale čitalnice, ko so zbirali pesmi ljudske, ko jih je on tudi pisal, recimo ta domovini, Bodi zdrava domovina je njegova, ker je bil krog skupaj z skladatelji Ipavci, Šentjurja pri Celju. Se pravi, gre za eno gibanje, ki je v tistem času omogočilo tudi eno politično moč Slovencem. On je bil tudi deželni poslanec in zelo zanimivo, sicer samo 3 mesece, ampak v obdobju tam 1871 tudi deželni glavar Kranjske, se pravi Štajerc na Kranjskem. Tako da to so take zelo zanimive politične okoliščine. V Brežicah je doktor Razlag preživel 10 let svojega življenja, najprej kot odvetnik, v poznejših letih pa kot oskrbnik v Brežiškem gradu. Izhaja iz Prlekije, potem pa je šel študirati, bil pač advokat, se pravi pravnik, najprej je pač moral se uveljavljati, se pravi bil v raznih pisarnah, potem pa je tukaj dobil v Brežicah advokaturo. To je bilo včasih tako skoraj kot pri duhovnikih, ko je bilo mesto prazno, so lahko prihajali, so prišli v mesta, recimo. Zanimivo je tudi, da je pri njem se učil oziroma njegov praktikant bil Janez Mencinger, ki potem kasneje prevzame to mesto v Krškem. Tako da mi sledimo skozi njegovo življenje povezovanju, lahko rekli, celotnega Posavja, ker je bil tudi eden organizator in govornikov na velikem taboru v Sevnici 1869. Kot je dejal predstavnik pobudnikov obeležja Silvo Klemenčič, so ugotovili, da občani doktorja Razlaga in njegovega pomembnega buditeljskega dela ne poznajo. Zato želijo z obeležjem v mestu ohraniti spomin nanj. Mi smo imeli celo eno idejo, da bi bila v gradu ta plošča, ampak potem je zmagalo to, da je tle bolj dostopno, ker je tukaj turistični center in tako naprej, skratka, da bi ta plošča bila tukaj. No, jaz mislim, da je to res en velik dogodek, da se Radoslav Razlag zopet pojavi v našem mestu in da ga imamo malo bližje zdaj, kot včasih. Gre za človeka, ki je sicer tukaj živel, ampak deloval zelo široko, ga pa mislim, da vseeno premalo poznamo. In smo želeli poleg ulice, ki ima v Brežicah, na tej glavni ulici, ki je pač takrat tudi v bistvu bila, dati en pomnik njegovemu življenju, ravno v letu njegove smrti. Zdaj se je pač ta obletnica poklopila. Spominska plošča je bila namreč odkrita ob 140. obletnici njegove smrti. Poleg plošče se nahaja tudi QR koda, s pomočjo katere bodo lahko tako občani kot tudi tuji obiskovalci izvedeli več o njegovem življenju v slovenskem in v angleškem jeziku.